V avtomobilnosti imamo hitrost radi. Pa ne samo zato, ker če se potuje hitreje, se pride na cilj prej, ampak tudi iz čisto drugih vzgibov. Vsak od članov uredništva se s hitrostjo spogleduje po svoje, skupno pa nam je dvoje in v tem se morda prepozna še kdo drug. Najprej, privlačen je že sam občutek obvladovanja kompleksnega stroja, kar avto nedvomno je. Ko temu dodamo še vremenske, prometne in vse ostale spremenljivke, ugotovimo, da je vožnja pravzaprav veščina, ki se je do konca v resnici nikoli ne naučimo. In drugič, hitrosti se sicer ne bojimo, se pa do nje obnašamo skrajno odgovorno in preudarno. Tudi zato smo v avtomobilnosti v preteklosti odprli nekatere s hitrostjo povezane tematike, ki so bile mejne, robne in o katerih se na ta način pri nas še ni govorilo. Najprej smo varni dinamični vožnji postavili temelje in rekli takole. Potem smo utemeljili tezo, da se da dinamično in varno peljati s prav vsakim avtom, ne glede na to, da so si zelo različni tako po tehnični plati kot po voznih lastnostih. Potem smo nadaljevali z vašo pomočjo in rekli nekako takole. Dinamična vožnja je lahko udobna in zanimiva ne samo za voznika, tudi za vse ostale potnike v avtu, celo za najbolj pomembne VIP sopotnike, otroke. Potem smo naše spogledovanje s hitrostjo prestavili v še višjo prestavo in si rekli tole. Nemčija ni daleč. Veliko Slovencev se v Nemčijo poda tudi z avtom. In koga sem in tja ne zamika na nemškem slovitem avtobanu pohoditi plin čisto do konca. In ker je v Sloveniji zelo veliko avtomobilov, ki z lahkoto presežejo znamko 200 km/h, smo mi pogledali, kako se varno pelje prek 300 km/h. Potem smo zgodbo obrnili. Rekli smo dovolj napenjanja mišic in dokazovanja, da je ravnovesje med varnostjo in hitrostjo moč precej jasno definirati. Poglejmo še na drugo stran. Kaj pa, ko nas je za volanom strah? Kaj pa takrat, ko se ne moremo otresti kakšne slabe izkušnje? Ko nas nekaj med vožnjo preganja? In tako smo se lotili zelo občutljive teme fobij med vožnjo. Z nami so jih delile zelo pogumne voznice, skupaj pa smo jih tudi odganjali. Mi pa si postavimo novo vprašanje. Je lahko nevarna tudi prepočasna vožnja? Odgovor je jasen. Je. Zanima nas, kje tiči razlog za prepočasno vožnjo. Na kakšen način je lahko prepočasna vožnja razlog za nastanek nesreče in kako bi bilo mogoče težavo rešiti. Nekaterih stvari se namenoma ne bomo spraševali, saj bi sicer prehitro zdrsnili na stran pota. Ne bomo se recimo spraševali, ali so hitrostne table vselej postavljene pravilno in v kakšnem stanju so na primer naše ceste. Prav tako bomo izhajali iz predpostavke, da nihče prepočasi ne vozi namenoma in tako ovira prometni tok. Zato mora obstajati nek drug razlog. Prav tako mora biti vselej popolnoma jasno, da je za določitev hitrosti vožnje treba vedno upoštevati tudi vremenske razmere, prometno situacijo, pa tudi svoje počutje. Po lepi regionalni cesti, na kateri je najvišja dovoljena hitrost omejena na 90 km, se bomo peljali z dvema sila različnima avtomobiloma. Eden je opremljen z kamerami, radarji in kupom senzorjev in močno programsko opremo. Drugi pa ima kolesa in volan. Med njima je 20 let razlike in 300 000 prevoženih kilometrov. Poglejmo, kje se ta kvantni skok v 20 letih tehnološkega razvoja najbolj očitno prepozna. Ta Audi A3 ima vgrajen prediktivni radarski tempomat. Če ga voznik aktivira, potem bo avto sam zadržal hitrost 90 km/h, kolikor je tukaj najvišja dovoljena hitrost, skozi celotno traso vožnje, skozi vse ovinke, kar pomeni, da bo hitrost ali pa ne bo pred ovinkov zmanjšal in potem po ovinku spet pospešil. Ampak pozor, čeprav avto sam diktira tempo, sam določa hitrost skozi ovinke, pred ovinki zmanjša, za ovinki pospeši, na ravnih delih ceste dvigne hitrost na 90 km, voznik pravzaprav samo še zavija.
Pa to ne pomeni, da lahko med vožnjo počivamo. Voznik mora biti ves čas popolnoma zbran in vključene mora imeti vse varnostne varovalke, zato da lahko v hipu poseže v vožnjo, ker to še zdaleč ni avtonomna vožnja. Ampak po drugi strani človek težko ostane hladen. Tehnologija je res fascinantna. Ves čas vožnje po tej regionalni cesti avto sam določa hitrost. In hitrost je ves čas na tisti, kot je maksimalno dovoljena. Ampak po drugi strani, njegova senzorika je v resnici še precej primarna. Naše telo zmore še zelo veliko. Zdaj pa smo se presedli 20 let v zgodovino. V tem audiju je zgodba povsem drugačna. Cesto in hitrost se čuti veliko bolj neposredno, kar je lahko celo prednost. Saj se vse, kar se dogaja okrog nas, čuti bistveno bolj analogno. Strah, da ovinkov, ki so pred nami, ne bi mogli varno prepeljati z predvidenimi 90 km/h, se bomo najlažje znebili tako, da odkljukamo odgovore na nekaj ključnih vprašanj. Najprej, ali je avto tehnično brezhiben? Ta, v katerem sedim, je prevozil že skoraj 300 000 km, ampak je ves čas servisiran na ustreznem servisu, vanj so vgrajeni originalni deli ali originalnim delom enakovredni. Se pravi, lahko se zanesemo, da se bo avto tudi v kritični situaciji odrezal tako, kot je bil narejen, se pravi optimalno. In potem so tu še ključni varnostni asistenčni sistemi letnika 2000. Oči, roke in podatkovna baza procesorja. V tem avtu so kamere oči, radar pa pogled usmerjen daleč naprej. V resnici mora, če hočemo voziti varno in prediktivno, pogled opravljati podobno nalogo kot radar. Mora gledati enkrat daleč v izhod ovinka, potem na sredino ovinka, pa na začetek ovinka, pa se spet vrniti na izhod ovinka in tako ves čas, tako kot radar. Za nadzor stabilnosti vozila pa so zadolžene roke v kombinaciji z hrbtom in zadnjico. Še posebej v dlaneh bomo zelo hitro začutili, ali smo v ovinku malenkost prehitri. Ko pod vse povedano, pa še pod vse tisto, kar že vemo o varni vožnji, potegnemo črto, lahko rečemo predvsem to. Če so vremenske razmere, prometne razmere, naše počutje in tehnična brezhibnost avtomobila popolnoma varni, potem je vožnja lahko udobna in varna po vseh cestah in omejitvah. Velja tako za brezhibno novega, kot za brezhibno starega in za vse avtomobile vmes.